Portal 100. Intervju. Dobrodošli v Portal 100 intervjuju. To je prva sezona in 4. epizoda. Tokrat pa je moj gost, bom kar naštel, tako sem dobil informacijo iz Wikipedije, pa še drugih virov na internetu. Se pravi, je igralec, je scenarist, je režiser, bil je politik, ukvarjal se je tudi športom. Franci Kek, a sem še kaj pozabil dodati o tebi? Ne, pa tudi mi je zelo všeč, da si rekel, bil je politik, ne? Ker tam piše politik, bil pa sem v parlamentu od leta 2008 do 2011 in si zelo natančno povedal. Predvsem bi pa če lahko, sem zelo vesel, da si me obiskal in da se bova malo pomenila. Ni za kaj, jaz sem te čist tako mimogrede vprašal, prišel si mi na misel, ker sva oba dva Dolenjca, pa tudi tako se mi zdiš tak pozitiven, nasmejan, sploh po teh televizijskih zadevah, ko te spremljamo, tako da sem si rekel, zakaj pa te ne poprašal, pa če si da nek pogovor narediva, zakaj pa ne, sej pojedo na ušno benga, rekel boš edino ne in to je to, ne. Kaj sem rekel? Komod? To je bil čist kratek odgovor in najboljš tako, manj kompliciraš, boljš je, ne. Najboljš v bistvu mene majčkeno zanima, veš kaj, da ne bom pozabil na konc. Vsi me sprašujejo o tej seriji Za hribom, zdaj si trenutno v tem najbolj aktiven, se bova pa še majčkeno posvetila tudi tvoji zgodovini, ne. Ampak da ne pozabim te tole vprašati, kje se to točno snema? Če lahko poveš, no. Seveda. Tu smo snemali v letih 21 pa 22, 21 5 mesecev, pa 22 3 mesece. Snemanja so bila 6 dni na teden, od 7 zjutraj do 7 zvečer. Snemali smo pa na tej liniji od Ljubljane proti Litiji, okrog Senožeti, pa tam Velika Gorica, tudi precej smo snemali na domačiji znanega Slovenca Jurija Vege. Tam se pravi tista in tam je malo hribčko, ampak hribčki so tako, se mi zdi, da na Dolenjskem so bolj položni, razen Gorjancev pa še kaj, da tle so pa bolj spetine. Tako da je mogoče malo diši po dolenjski, ker smo se trudili, meni se ni bilo treba truditi govoriti dolenjsko, drugi so se pa... To mene zdaj zanima, a si jih ti učil? Ne rad priznam, ker tega smo se lotili, ni tudi mene odvisno, sem bil tam poklican za igralca in so rekli, zdaj bomo pogovorili dolenjsko. Najprej sem malo povedal, da teh dolenjščin je malo več, kakšna dolenjščina. In potem smo nekako prišli do tega, da bi kar našel Podgorsko, ampak zdaj, ko poslušam, ker so razne filme ali pa serije, ki so jih pred nami snemali, tu so par mesecev prej vadili, so imeli priprave tega jezika, Mi smo pa začeli snemati, jaz sem bil tam in sem, preden je šel človek nekaj povedati, zaigrati, sem ga jaz poslušal, pa ga malo popravljal, in to ni bilo najboljše, ker človek skoncentriran na igro je mogel misliti še na jezik. In potem eni so to boljše odpeljali, eni so pa malo slabše, predvsem za nas, ki smo z Dolenjske, je to malo moteče, medtem, ker se mi zdi, da drugi po Sloveniji niti ne opazijo tukaj. Jaz lahko, jaz bom čisto osebno mnenje dal, ampak se vidi, kdo je ta prav Dolenjec, pa kdo ni, Takoj vidiš, oziroma slišiš po govorici, Ampak tudi če bi šli mi v Prekmurje, pa bi rekli, zdaj bomo pa začeli v prekmurščini govoriti, ta bo malo povedal, kako se govori, to je res težko, Tako da igralcem ne gre zameriti, res je težko. Se pravi, zdaj ste se snemanjem tega dejansko že nehali? To smo lani nehali in zdaj se predvaja, posnetih je 50 delov, mislim, da na Voju jih je 40 že, 10 jih bo še prišlo. Super. Mislim pa, da to
tako bolj mlajši gledajo, no, bi rekel. Bolj mlajša generacija najbrž, ne? Celo otroci. Ja, sej. Ja. To ste sprav, zdaj ste s tem končali. No, sej bova do tega še, do teh televizijskih zadev še prišla v nadaljevanju. Ampak greva malo na začetek v bistvu. Ti si že takrat v bistvu, ko si vse skupaj začel, ti si delal na zavarovalnici, če sem prav videl. A je to možno, da greš ti na zavarovalnico, pa se pa v to spustiš? Bom tako vprašal, kdaj si se pol dejansko prvič s kamero srečal? No, to je pa tako potekalo. Jaz sem igral košarko in me nažalost šola nekaj dosti zanimala. Vpisal sem ekonomijo, ker ni bilo sprejemnih. Tja sem bolj malo hodil, ni prav. In tudi nisem nič naredil. Naredil sem polletnika v 2 letih. In potem sem se prijavil na zavod za zaposlovanje. In po 3 mesecih sem dobil službo na zavarovalnici Tilija. Tam sem se ukvarjal z nekimi stvarmi, ki so mi puščale tudi dosti prostega časa in sem ob tem vse sorte počel, kar me pa je zanimalo. Tako da v enem trenutku sem si tudi kupil eno majhno kamero za 500 mark. In potem je prišel zelo pomemben dogodek v Novem mestu. Marjan Moškon, ki je zaslužen za vse to, je ustanovil lokalno televizijo. Nekdo mu je povedal, da imam jaz neko malo kamero, pa me je malo vprašal, če imam namen kaj večga kupiti. In sem jaz kupil za 1500 mark kamero in to je bila prva kamera na tej lokalni televiziji, pa so pa še Dule pa Boškon sta isto kupila tako kamero. In najprej sem bil tam snemalc. So pa že začeli MKC TV dela, to je bila skupina mladih, ki so imeli svojo oddajo tedensko, kjer sem pa jaz občasno posnel nek hec, nekaj za hec. Ti mladi so z leti odrastli in se jim tam okrog leta, po 4 letih, ni dalo več s tem ukvarjati. In takrat sem jaz uredniško prevzel to oddajo, ki je bila MKC TV, jo preimenoval v Mala klinika cinizma. In vsak teden 3-4 leta pripravil oddajo v živo, trajala je pol ure, to je bila prva oddaja v živo na tej televiziji, nekaj posnetkov aktualnih ali nekih družbeno dogajanje, ali tudi kaj gospodarstva, bolj šport, estrada, pogovori v živo, malo heca in to je to. Zapravo dejansko si se dosti hitro pol srečal. Ne, tako hitro ne, ker sem pa že bil star, se pravi 91, sem bil star 27 let. To je bila 91. To, kar sem jaz zdaj. Ja. Kaj je to hiter zate ali ne? Kaj misliš? Prehiter. Hiter gre, hiter se obarne, let se 1, 2, 3 obarne okoli. Ampak nikoli ni prepozno, sej dejansko pa lahko vidiš potem, kjer si danes. In takrat obenem smo tudi, v Novem mestu so tudi že prej naredili Roko Točec leta 76 pa 83 in je bilo skozi v zraku, zakaj tega ni več, in so z Marjanom Pirnarjem obodila ta festival. In od leta 97 smo jih pa mi naredili 17 za povrstjo. Do leta 98 sem bil pa še v službi in sem se tu delal med službo. Jaz sem med službo, se pravi, organiziral Roko Točec, imel redno oddajo na lokalni televiziji, bil sem vodja tržnega komuniciranja in obenem še honorarno delo zavarovanja. In potem sem pa leta 98 pustil službo. Kako pa je bilo kaj na tem Roko Točcu, ki si glih omenil, bil si ti organizator, se pravi, si bil nekako glavni za vse? Začela so z Marjanom Pirnarjem, s katerim sem imela skupaj zvočenje, ker pa sem jaz bolj tehnično nesposoben, sem dal pobudo, da delamo še nekaj, ker bi jaz bil malo bolj udeležen. In sva to skupaj začela, pol sva po parih letih se odločila, da se bo on ukvarjal samo z ozvočenjem, jaz pa samo z Roko Točcem. In potem so prišli zraven še drugi fanti in smo pa skupaj delali, recimo Tadej Kapš, Robi Judež, Miha Bukovc pa tako naprej. In smo jaz sem bil recimo idejni vodja, Tadej Kapš je bil izvršni, on je bil, ki se je pogajal, kaj je vodil, kako, kje napeljati, kaj je gor dol. Kaj pa je sploh bila tega festivala ali kakorkoli že bil ta dogodek, v bistvu namen? Kaj je bil namen tega dogodka? Zdaj, osnovni namen je, da ne bo neke velike filozofije.
fajn se imeti, narediti nekaj tasga, da se bomo imeli fajn. In meni se zdijo ta leta najlepša leta našega planeta. In tle nismo gledali samo, kdo bo nastopal na glavnem odru. Tle je bilo cel dan od 9 zjutraj do naslednjega dne, do 7 zjutraj je bil nek program. V enem trenutku smo postali tudi malo družbeno angažirani, ko sem se jaz zamislil, da na tem festivalu ne bo nastopal nihče, ki bi pozival k nestrpnosti, nasilju ali uživanju prepovedanih drog. Tako da mi smo bili na en način smo hoteli imeti tam nek zdrav festival, kjer kad so nam učitelji, da smo policajski festival, ker tam je bilo kar nekaj policistov, kriminalistov v civilu, ki so malo gledali, da ne bodo kakšne droge imel, zdaj trave je bilo nekaj, nismo imeli pa nikoli težav s kakšnimi drugimi drogami in tu se mi zdi fajn, da smo se tega rešili. Tudi sam nisem nikoli nič jemal in mi je fajn na ta način. Se pravi, ta festival je bil med letom 97 pa 2013. 2013 je bil nazadnje, tam okrog leta 2000 smo bili pa celo največji festival na področju nekdanje Jugoslavije. Potem je pa prišel Exit, ki nas je po jakosti nastopajočih in količini obiskovalcev nas je šel čez nas, ampak se mi zdi, da smo pa mi ohranili na sicer res majhnem prostoru neko druženje, ki se ga tista generacija zelo lepo spominja. Zakaj pa je šel en let festival v Ljubljano? Ja, najprej smo šli 3 leta vprečno celo, leta 99, 2001, 2003, to je 5 let, smo bili vprečni, ki so nas tam malo pregnali z Otoca. Pa smo prišli nazaj. 2012 smo pa videli, da je festival začel mačken finančno pešati, predtem je bila gospodarska kriza, pojavilo se je veliko drugih festivalov, mi smo bili že 17 let, jaz sem bil takrat v politiki, bil sem poslanec in enim to ni bilo všeč, so rekli, zdaj pa ne grem več tja, kje je denar nosil, in je bilo treba nekaj narediti, ker smo imeli pa pozitiven spomin na una leta, ker smo se preselili na Prečno za nekaj let in se potem zmagoslavno vrnili na Otočec in 7 let živeli na osnovi velikih bendov, ki so bili v Prečni, sem si rekel, zdaj pa najbolj, da gremo za 1 leto nekam drugam, pa se pol spet vrnemo. Ampak, ko smo se želeli vrniti, nam lastniki niso dali več prizorišča na voljo in potem smo nehali, ker 1 leto v Ljubljani so ljudje niso sprejeli. To je bilo nekako roko tocu, v bistvu je bil tak, res kot praviš, obiskan festival, je bil zelo popularen, jaz žal ga nisem mogel obiskati, ker sem bil še malo premlad. Otroci niso bili tam. Ne, vse zato, Ampak bilo je, mi ga nismo, dobro, saj jaz, ko sem idejno to nekako zapakiral vsako leto, to ni bilo obrtniško delo, dajmo nekaj, kar se bo splačalo, ker pa je bilo ideje, dajmo rej, pa dajmo narodno zabavno. Jaz sem v mislih narediti nekaj tasga, ki bo meni pasalo. Seveda. Kar bi bilo meni fajn in smo delali tako, da je bilo. Drugač si se pa tudi športno precej udejstvoval v mlajših letih. Med letom 80 pa 94 sem zadev, Točno. Kako je bilo? Točno. V teh letih sem bil član košarkarske ekipe, ki se danes imenuje Krka. Takrat smo bili Novoles. Predtem sem bil še v mlajših kategorijah, pa bil sem član slovenske pionirske, kadetske pa mladinske reprezentance. To je bilo meni takrat vse. To mi je bilo, vsak dan sem čakal, da bom šel na trening in pol ob sobotah so bile ponovadi tekme in to je bilo moje življenje, osrednji del mojega življenja v teh letih. Se pravi, za tabo je tudi kar recimo ena taka bogata športna kariera, če narediva en kratek povzetek tega. Ja, in takrat se spomnim, smo v Novem mestu igrali v glavnem fantje z Novega mesta. Zdaj smo imeli eno srečanje ljudi, košarkašev, ki so v 16 letih igrali za Novo mesto, od 78 do 93 in takrat je za Novo mesto igralo
enih 36 ljudi. V današnjih časih se 36 ljudi v klubu zamenja v 5 letih, igralcev v 5 letih, ker takrat ni bilo enega denarja, ni bilo razloga. Danes so pa menedžeri, ki morajo, ker če bo en igral 10 let nekje, bo on samo enkrat zaslužil. Zdaj pa treba probati vsako leto koga kam prodati, pa je vsako leto nekaj zaslužka. Normalno, čisto logično. Točna logika. Bil si tudi speaker na košarkarskih tekmah Krke. To sem slišal, da to moram vprašati. To sem od nekoga zvedel, bom tako rekel. Pa mi zdaj povej, zakaj nisi več, ker to je tudi to osebo zanimalo. Če lahko kaj poveš o tem. Meni se zdi, da jih veliko zanima. Zdaj, namreč, če pogledamo, recimo, Luka Dončić je vrhunski košarkar. In tudi on kakšno graj spod koša fali. Neka uprava košarkarskega kluba Krka v Novem mestu pa tudi naredi kakšno, rečemo, po moje napako. Nerazumljivo potezo, kadrovsko, da ne rečem nerazumno. In tako so se letos odločili, so rekli, v Franciji letos se pa ne bi zmenili, bomo malo prevetrili vrste in se ne bi zmenili. Pa sem bo vprašal, vse okej, ampak me je zanimalo, zakaj. Ker mi pa je do tega, da bi tam bil. Se pravi tega dejansko. Jaz sem se zdel pač tam koristen in tako očitno tudi večini gledalcev, ki tja prihajajo. In sem vprašal, zakaj. So rekli, zaradi neprimernih opask. Zdaj je pa res, da ko so bile tekme odločene, ker je bilo 20 pik razlike, sem malo poskrbel, da ni bilo dolgcet. Sem tudi kakšno malo za hec povedal, s tem, da sem se zavedal, da je moja bistvena naloga, da v kritičnih trenutkih, ko je treba, najdem primeren trenutek, da spodbudim in dvorano in tudi igralce, če treba, in imam nek odnos, mogoče tudi sodniki. In to je naloga speakerja, da pove, koliko je rezultat, pa kdo gre v igro, tu se v nek sodvorani sami vidijo. Ti moraš nekaj narediti za ekipo, čeprav po predpisih piše, da ne smeš, ampak moraš narediti tako, da gre to skozi. In tudi nisem nobene kazni dobil od vodstva lige, ne KZS, ne ABA lige, ampak tudi če bi jo dobil, bi bilo po moje kjerkrat vredno tistih 200 evrov, če na ta način pripomorem, nisem jaz to odločilen, seveda. Nočkam pa lahko pripomorem, da se naredi neko tako vzdušje, kjer se boljše igra. Čisto, seveda. Se pravi, da zdaj... zdaj nisem več in kaj če? Imaš kaj, Se imam dosti drugega, ampak bi pa še bil. Bi pa še bil, No, evo, naj te pokličejo nazaj, kdor bo to poslušal. Ne vem, če bo... To dam sam namig, dam sam namig, da lahko, če želijo, če te hočejo nazaj. Nikaj. Če ne pa nič, Meni je bila zanimiva še ena informacija, ki sem jo pa včeraj izvedel, pa mislim, da si že tudi prej nekaj malega omenil. Jaz res tega nisem vedel, da si se ti s politiko ubadal tudi. To je tako prišlo, Najprej smo mačkali lokalno, smo naredili listo za Dolenjsko leta 1998. Nekaj fantov, ki smo že bili razpoznavni v tem okolju našem, da smo nekaj naredili in so pač nas izvolili. In potem je leta 2000 so naredili stranko mladih Slovenije in so iskali po Sloveniji ki so še mladi takrat in so v kakšnih občinskih svetih in so me prosili, če bi kandidiral za njih. Sem rekel, dajte me nekam. So me dali v Ljubljano, pa v Grosuplje, da ne bi slučajno izvoljen, tudi si nisem želel takrat, pol sem si pa kasneje, ampak kasneje v tej stranki mladih prišlo mačkam do privatizacije te stranke strani predsednika in še enih 2 in je zaradi nezadovoljstva bila ustanovljena nova stranka, Aktivna Slovenija, kamor so me povabili, če bi bil predsednik. In sem bil in smo 2004 kandidirali, vendar neuspešno, za parlament rabe 4%, mi smo jih dobili 3%, se nismo uvrstili, ampak smo bili dejavni, kljub temu še naslednja leta, ampak tudi, če nisi v parlamentu, nisi opazen, tudi to začne pešati. Takrat se je ustanovila stranka Zares,
ki je vodil Gregor Golobič. Meni se je zdelo, da ni šans, da pridemo v parlament ob še tej novi stranki. In ker so se pa z Golobičem poznala, skupaj smo igrala košarko v Nomes, tudi on je bil v državni reprezentanci mladinski. In sem ga vprašal, kaj si mislil, da se jim priklopimo, in smo rekel, ja, naredite kongres, da vidiš, če so ljudje za to, smo naredili kongres, ljudje so bili za to. In leta 2008 smo postali del Zaresa, kandidirali na volitvah, kjer sem bil pač izvoljen v parlament. Ampak ta tvoja prav politična kariera ni bila prav zelo... Ni bila prav zelo dolga, Tako, ja. Ker smo 2011 so bile nove volitve, nismo se uvrstili. Recimo, kdo prav kas pa naredil tam, naprimer, do takrat je bilo možno, da so župani tudi poslanci, in bilo je nekaj poskusov, da se bi to preprečilo, ampak na koncu so ti isti glasovali, čeprav so prerekli, ja, ni prav, ampak so pol na koncu spet zglasovali, da so lahko, in je bilo 6 neuspešnih poskusov, da bi onemogočili županom, da so tudi poslanci. Ne moreš biti na 2 pomembnih funkcijah naenkrat, če češ resno obvladovati nekaj. Tako, ja. No in pol v 7. poskusu sem šel pa iz podpise okrog pobirati teh, ki so rekli, ja, se sem rekel, daj podpiš tlele. In so podpisali. In ko sem mu dosti podpisal, smo vložili to v proceduro, jaz sem pa zelo nagovoril medije, dajte to spremljati, vprašajte jih, če njihova beseda kaj drži, ali bodo res tako glasovali, kot so podpisali, in ta pritisk medijev je obrodil sadove in smo pol takrat uspeli, da župani ne morejo biti več poslanci. Ampak ti si se pol po tistem, se pravi po letu 11, umaknil čist iz politike. Ja, eni so se še malo prekladali po drugih strankah, meni se je zdelo brez veze, ker menim, da je bila ta naša stranka zares res prava in boljše ni bilo, in nisem pol sploh več tega počel. Prvo leto je bilo težko, za kakšen posel, vsi so se me izogibali, si okužen s politiko. Mislim, odvisno kakšno delo upravljaš, jaz sem bil nek javni nastopač tam, in tako tazga so se me branili. Zapomnejo pol tudi ljudje, ne? Ja, so se me branili, tako da je trajalo par let, da sem prišel nazaj spet s skritimi kamerami pa tako naprej. Pri nekaterih je pa to, da sem bil takrat pred 12 leti v politiki, še ostalo, in imaš kakšne radikalne že, ki mi karkoli bom danes naredil, imajo ta predznak, ta je bil pa tam, oni pa so kontra naši politiki, so druga linija in so proti temu. Jaz, če bi zapel Zdravljico, bi rekel, grdo je zapel, se bi jo res grdo, ker slabo pojem, ampak ajde, recimo, da bi rekel, ta trava je zelene barve, bi rekel, kaj govoriš, to sploh ni trava, nobene. Ja, seveda. Vse je narobe, kar narediš za nekatere. Ampak se jih je malo teh, so pa tukaj bolj glasni. So toliko bolj glasni pol, da... To se vidi po družbenih medijih, ki jih nekoč ni bilo, sploh ne vedel, da kdo ne mara. Zdaj pa nekaj napišeš in se bo 10% ljudi najdlo, ki bo reklo, da se mu Če povem primer, Zdaj je bila nedeljsko popoldne, kjer so zdaj skrite kamere, vsak teden objavil delček skrite kamere na svojem Facebooku. No, in zdaj so objavili nazadnje eno, ki zdaj ima že čez 90,000 ogledov. V vsej letni zgodovini nedeljskega popoldneva je imela samo ena čez 100,000, ta se približuje 100,000. 1100 lajkov ima zdaj, tudi letos, ne vem, ena objava je bila taka, da je šlo čez 1000 lajkov. Ampak med komentarji, tam jih je 190 komentarjev, jih je 140 takih, ki pišejo, da me ne morejo gledati, da se jim bruha, ko me gledajo, da sem bedak, da sem idiot, da sem komunizer, da je to nekaj najslabše, kar so videli, a mi to plačujemo, pa take. Se pravi, od 190 komentarjev jih je 140 tistih, ki so se zavzeli, da so nekaj tazga napisali, kljub temu, da je najbolj z druge strani pozitivno vzeta objavljena zadeva v zadnjih. Zdaj, na žalost tega negativizma, tudi če je dobra zadeva. To ni fajn, to res ni fajn.
Tudi če je dobra zadeva, se najdejo ljudje, ki to skritizirajo, da tisti, ki so še tisti, ki to pohvalijo, da jih čisto povozijo s tem, da se v njih sploh ne vidi, ki so to pohvalili. Tako da in pol se še vprašati, tako kritizirajo, a pol je to res dobro? Je to res, se je točno to. To se jaz tudi, na primer, pol vprašam, če je takole, kaj zaslediš. Ja, ljudje imajo pač, jaz ne vem, po mojem imajo toliko cajta, da pol, ali mi je pa fajn to delati. No, zdaj, ne vem. Ja, veš kaj, bom... Saj nimam okej, tako ne, ampak, ajde, če malo analiziram to zadevo. Imaš eno strujo politike v Sloveniji, ki živi od tega, da spodbuja negativizem do drugih ljudi. Da kaže, lejte, vi slabo živite, ker eni drugi zelo dobro živijo na vaš račun. In vsem najdejo nekaj slabega in samo vzbujajo sovraštvo. Imaš tudi eno oddajo na eni televiziji, kjer v živo spustijo ljudi not, voditelji še vzpodbujajo. Vem, ne bova povedala kaj, da ne bo spet kakšen problem, ampak vem, zakaj se gre. In jih kur. Če vam pa to se pa morate razjeziti, pa morate to, zdaj pa res se morate razjeziti. In to dela našo državo takšno, kot je. Pa da ne bom rekel vse slabo o tej vrsti politike, ampak ta del je pa res slab. In da ne bom rekel samo vse dobro o tem, kar je na oblasti, ki je tudi kaj slabo. To se čisto strinjam s tabo. Drugač pa te skrite kamere, to me tudi majčkeno zanima, ker dejansko, ne vem, jaz ugibam, ampak to najbrž ni tako lahko posnet, ne? Ja, zdaj je težje, kot je bilo na začetku. Na začetku so me zelo malo poznali, zdaj pa, mladina me še ne pozna, ker ne gledajo televizije, starejši me pa poznajo, tam, mene 60%. In kjerkrat me kdo vpraša, to pa ne razumem, pa kako to, da te noben ne pozna? Ker oni vidijo na televiziji 4 minute, kjer me noben ne prepozna. Ampak da dobimo te 4 minute, mi snemamo 4 ure in ne kažemo 3 ure pa 56 minut slabega materijala, ki so me prepoznali, ki se ni zgodilo. Naredimo 4 minute, ki je zanimivega, ne? Kako pa, na primer, priprave na to sploh potekajo, ne vem, da si izmislite, zdaj bomo pa posneli to pa to. Ja, najprej se moram zmeniti s kakšno televizijo, ki reče, ja, mi bi to kupili. In potem začnem razmišljati ideje. Tle moram kar reči, da doma, kar na glas povem kakšno idejo in mi žena kar kakšno idejo izboljša, dopolni, ali pa ona celo navrže kakšen predlog, pa pol jaz razdelam. In tako prije do nekih idej. Potem se zmenim s tehniko, zdaj zadnja leta je tu Slađan Ljubojević, on je snemalc, da mi mikrofon, s katerim lovim zvok, mislim na mene obes mikrofon daljinski, s katerim lovim zvok svoj vseh unih, ki jih obdelujem. In potem je treba za to idejo najti neko prizorišče, kjer je veliko ljudi. Zadnja leta jaz rabim predvsem ogromno ljudi, da pridem jim, ker me jih tukaj pozna, da dobim. Jaz jih moram, 500 jih moram iti mim, da jih dobim unih 10 dobrih. Ja. In potem se on postavil nekje tako malo za vogal, za drevo, nekam, da se ga malo manj opaz, ker ni pa, kdo misli, da on mora biti čist zakamufliran. Ne, ker človeško oko ne opaz naenkrat vsega, kar je okrog njega. Ker ko jaz nekoga začnem obdelovati, usmerjam pozornost nase, jaz se začnem z njim pogovarjati. On mene gleda, kakšen že gleda tukaj okrog, da opaz snemalca, ampak malo, 10% ga opaz, in zaradi tega pol propade štos. Drugač pa ga jaz nase tudi porolečem. Se pravi, imaš ti bolj problem s tem, da te prepoznajo, kakor pa da na primer štos ne bi ratal, pa mislim, se posledično ne rata, pa ker te glih prepoznajo. Tako, to je največji problem, da zdaj ni več. Zdaj je bilo fajn, smo šli snemati, ta bo zdaj bo decembra na televiziji, smo šli snemati na mejo z Novo Gorico, tam sem šel v tej stari policijski uniformi in ljudi, ki so se vozili čez mejo, sem jih kar ustavil,
sem rekel, če imajo kaj zaprjavati, da je treba prjavati, pa če imajo kaj kave, pa to pa unu. In so prihajali Slovenci, ki živijo na un stran meje. Ne? In to je bilo zame krasno, skoraj noben me ni prepoznal in to je laufalo 100 na uro. Ne? Bili smo v 1 uri pa pol, sva rekla, dosti mava greva. Mislim, rekla so tudi dosti mava, ko je policija prišla, pa rekla, da ne nehava, ne? Ker jaz ne smem avtomobila ustavljati. Ne? Se pravi, jaz sem lahko v tej uniformi, ki ni policajska in je tu, kot bi bil v maškarah, ne smem pa upravljati njihovih ukrepov. Ne? Se pravi, njihov ukrep je legitimiranje, ustavljanje vozila. Jaz sem pa tam ustavljal vozila. Ne? Če to srečanja s policijo si pa najbrž imel, ne, v preteklosti, ko si to ampak snemal, sej ni mi hitro jasno, zakaj gre, vidijo, ali je to lahko kakšen nevarnostni problem, ponovadi ni, ne, in mislim, jaz lahko delam na cesti, kar hočem, dokler me nekdo ne prijavi, da sem mu kaj naredil, ker njemu ni bilo prav, ne. Sploh pa, to je pa bistveno, ne smem objaviti, če človek ne dovolj objave, ne, zato po vsaki akciji rečem, lejte, tu je bila skrita kamera, imate kaj proti, če mi to objavimo, ne, če on ne izrazi želje, da mi tega ne smemo objaviti, pol tudi ne objavite tega. Pol ne objavimo, če reče ne objaviti, ne objavimo. Seveda vi dejansko čisto vsakmu tam, ko ste ga posneli, poveste, da je skrita kamera na koncu in če se strinja, da se ga tudi not objavlja. Tako. Kakšna je tako? Mislim, najbrž mi vsega ne vidimo po televiziji, ampak je bila kakšna zanimiva reakcija, da kakšna anekdota, ki se ti je iz tega zgodila mogoče? Ja, enkrat je bilo, ena gospa kliče na televizijo, prav, če lahko mene ven zrežete, ne, oziroma hčerke, če bi lahko našo mamo ven zrezal. Pa mene kličejo s televizijo, sem rekel, ne, kar je tam, je vse z dovoljenjem. Ja, pa ustraja. Sem rekel, prav, dajte mi telefon, se bom srečal, pa se pogovorimo. In se srečamo, pa prijete mama, pa hčerka, če bi našo mamo vendar. Ja, zakaj? Prav, brez bergelje. Ja, in mi dobivamo ene doklade za to, ker pomagamo nekaj, ne? To je pa nerodno. Ampak smo pol ugotovili, da smo mi itak snemali preden je ona na zdravniškem pregledu bila razpoznavna, da težko se to uno. To je bila še, ko še ni imela tega, ne, tako da objavljeno je bilo pa kasneje, ne, ampak mi smo snemali prej, ne, tako da pol je bilo vse v redu. Pol je bilo vse v redu, ni bilo... Da bi pa se kdaj tudi kakšen fizično nate spravo, tega ni bilo pa nikoli tako, da bi tako hudo prišlo. Nikoli, ker tudi moram vedeti, do kjere mere grem, ker če grem predaleč, mi itak ne bo dovolj objave, ne. Tako da moram skozi čutiti človeka, moram predvidevati, ali bom še dovolj ali ne, in grem do ene mere, no. Pa te to delo še naprimer veseli, se vidiš v snemanju teh skritih kamer, recimo še čez 10 let, ker kakor vem, imaš ti teh skritih kamer že kar nekaj posnetih, ne? Si že kar dosti materijala. 164. Uživam, ko laufa, ko je veliko ljudi, ki grabijo za zgodbice in sem zelo nesrečen, ko ni ljudi, ne, pa ki me prepoznavajo preveč, takrat sem pa nesrečen. Tako da, drugač pa tudi tako v privat življenju si zamislim kakšno skrito kamero, čeprav ni posneta. Recimo, ko je bilo objavljeno, da je Luka Dončić, da je bil na dražbi prodan prvi avto Porsche Panamera Luke Dončića neznanemu kupcu za 73 000, ne? In pa so ljudje malo gibali, kdo bi to, in sem na Twitter napisal, ok, bom kar priznal, jaz sem ga kupil, tako da imam vsaj nekaj od našega najboljšega košarkaša. Kao, če mi že majice ne da, sem pa avto kupil, ne? In sem dal zraven sliko svojega, je pa tudi Porsche Panamera, ki je pa 11 let star, ne? Se pravi, daleč od une številke 73 000, ne? Ampak so tu zagrabili, pa objavljali, pa to pa pol enkrat sva bila pa žena v Brezcah, pa sem ga glih parkiral pred AMZS
In je bil tam en gospod zraven, se je rekel, gospod, vas lahko slikam, pa je bil tak, bolj v kratkih hlačah, v kroksih, tako bolj, ne. In pa sem pa še objavil še to, sem rekel, gledajte, eni so rekli, zakaj sem kupil za tako drag avto. Po enem mesecu sem ga že prodal za 83 000, za 10 000 več. Smo ravno po prepisu v Brestah. In so spet objavili, da sem ga prodal. Ne? In tako, se pravi, so neki heci, kao skrite kamere, ki pa niso škodljivi. Ne? Tu je izmišljotina, ne? Ampak jaz s tem ne povzročam nekomu škode, da bi se zmislil, da bo nekaj. Tako malo za hec. To nobeno dejansko ne škoduješ pa, ne? Tako. V preteklosti si pa sodeloval tudi z Janijem Muhičem, pa Sašo Đukić. Ja. Ste posneli tudi nekaj filmov skupaj? Ja, mi smo posneli te naše domače filme, 5 komadov, leta 95, 96, 97 in 2000. Janija Muhiča, on je bil prej na radiju, na Studiu D, in sem ga povabil v to svojo oddajo, ko sem imel takrat mala klinika cinizma in je on takrat prvič bil voditelj na televiziji. Je pa že takrat bil tako kar perfekcionist, Radio Moret, in tam na televiziji takrat zmeraj kaj ni delalo, enkrat ta mikrofon, enkrat tu, enkrat je odmevalo, enkrat je scenografija dol pala, kar že, ne. In je rekel, da imam pa dosti tega. Tako da sem pol jaz vodil kakšno leto to oddajo, dosti slabo, ne, ampak sem jo. No, pa smo pa skupaj začeli te filme snemati, ne, tle pa najpomembnejši akter pri vsem tem je Sašo Đukić z največ idejami in z najboljšo realizacijo, izreden igralec, še boljši improvizator. Jaz sem bil pa s temi organizatorskimi sposobnostmi, ne, sem pač poskrbel, da smo posneli filme brez pomoči države in so bili tudi predvajani v Koloseju kot prvi slovenski film, nekdaj prišel v tak kino, brez tako, doma narejen, ne. Zdaj, ne bom rekel, da so ti filmi res dobri. Niso. Bile so pa ideje precej dobre, ne? Pa smo pa malo slabše realizirali, ampak kljub temu se je to ohranilo, lahko bi rekel, da so tu kar kultni filmi, ne? Ampak še enkrat povem, to niso vrhunski dobri filmi. Ja, jaz sem si naprimer pogledal Milice, ker sem takrat še videl, ne, ker sem bil še mulc. No, drugega dela pa nisem mogel več, sem ga pa sam poslušal, ne, ker to je bilo pa zdaj. Lej, ne vem, kaj nisi zamudil. No, ja, evo, lahko rečem, da sem bil nad drugim delom. Malo razočaran. Moje mnenje je spet razočaran. Bom po pravici pa ti povem še zakaj, še malo. Tako kot sem že sam povedal, ne? Ampak dejstvo je tudi, da ko si prvi del videl, si bil glih v teh letih, za katere so najbolj primerni ti filmi. Ti filmi so najbolj primerni za starost 10, 11, 12 let, ne pa za 25 let. Ja. Naprimer, ne. Ja. Ampak, ne res, prvi del pa naprimer tudi ta Na svoji vesni, tega sem si tudi takrat pogledal. Ja, to je bilo še snemano 2000, ampak Milice 2 je bilo pa 2017. Tako je bilo pa 2017, ker takrat sem bil tudi na premieri. Zamik, ja. Me je pa Sašo Đukić povabil. Res, na premieri si bil Na svoji vesni? Ne, na Milicah 2. Aha, 2. Na Uno sem bil spremljati, tisto 5 let bi bil takrat star, sem bil star. No, to je bila premiera v športni dvorani Marov, na katero je prišlo 1500 ljudi. In ker je bil interes še zelo velik, smo ob 10 ponovili premiero. Se pravi, film je bil ob 8 1500, ob 10 še enkrat 1500. Na premieri je bilo v športni dvorani Marov 3000 ljudi. To pa lepa številka pa, ne? Lepa. Ker, mislim, pa ste za Milice 2, ko je bilo to nazadnje posnet, ste bili razočarani igralci oziroma ustvarjalci nad to vsebino oziroma tudi nad odzivom? Ker meni se zdi, da tudi odziv ljudi ni bil neki, ne? Ali si tudi v kinodvoranah to malo nehal takrat predvajati? Ja, v kino je šlo kar čez 10 000, kar je... Pa je šlo to? Ja, je šlo. Ampak, jaz nisem bil preveč zadovoljen s tem, ne? Tudi z Zahribom nisem preveč zadovoljen, ker tam je bilo pa še dražja produkcija, se neko zdaj pa tu bo pa letelo, tuf. Ja, ampak zdaj gledam,
tam sem se prevračal, zaletaval, naprimer s kolesom sem se pelal za avtodomom in ko je avtodom ustavil, sem se zaletel van, pa padel po tleh. Za koga, če tega pol ni? Sem vidimo, kako ustajam, ne, da sem se s neko hitrostjo med vožnjo zaletel v avtodom. Ne. Ali pa tam pikado so metali in jaz stopim v prostor, kjer so metali pikado. Odprem vrata, gledam naravnost in v letu ujamem pikado, ne da bi v desno pogledal leteči pikado, ampak z košarke imam malo tega občutka in sem ujel pikado, ki je letel proti meni pred nosom, razumeš? Aha, prav puščico si puščico, pikado ujel, ne da bi gledal. In tega spet ni noter, ne? In sem razočaran. A sem, ja, okay. Pa ne sem zaradi sebe, zdaj imam sebe izpostavljeno, ampak tudi drugi igravci smo se pol menili, ti, unga pa ni not, ti, kako so pa uno, kaj boš, ne. Ja, na koncu pol, jaz pravim, če je igralec na koncu ni zadovoljen, pa res nekaj ni, ne, bom tako rekel. Se pravim, jaz sem pričakoval, ajde, če smo tudi pri za hribom že spet nazaj, in pri eni in pri drugi, ne, da bi to bilo, da bo, ne, jaz naprimer za hribom sem si prvo sezono mogoče 5-6 delov pogledal, druge nisem več, ne vem, ker nekako... Te je malo dolenščina motila, ne? Ja, mene pa, mislim, to pa lahko rečem, ti točno veš, kdo zna, pa kdo je naučen. Ne, to se sliši. Zate se takoj ve, da si jih ti učil tam, kako je treba pravilno govoriti, ne. Tako da, ja, to se pač ve, ne, in ne moreš ti tega skriti, ali si ti z Dolenjske, ali si se pa pač naučil v 10 minutah govoriti. Kot smo že prej rekli, ne gre obsojati igralcev, ne, oni so bili vršeni tle, zdaj pa govor, ne. Čist razumljivo, ne, čist razumljivo. No, pa, ko sem te že prej vprašal, kakšne imaš kaj plane takole za naprej? Ja, zdaj smo tle v dobu pri Domžalah, z ženo sva kupila domačijo z 220 let staro hišo in gospodarskim poslopjem. Domačijo smo zrihtali za turizem, prijavili smo se, to je bilo predvideno za rušenje, v gospodarskem poslopju pa živimo. Ko smo to kupovali, je bilo to predvideno za rušenje, ne? Pa žena arhitektka je rekla, dajmo to na nek način obdržati, če se le da. In tudi rušitev in nova hiša bi koštala cenej, kot nas je koštalo to, ko smo šli obnavljati. Ampak na srečo smo se prijavili na en evropski razpis in smo na vsebini, ki je bila turizem in pa ohranjanje kulturne dediščine, prijavili, dobili tudi največ točk in tudi dobili en denar za to. Od vseh prijavljenih to ni bil največji denar, ampak bil je lep denar. In smo zdaj to zrihtali in tu bo zdaj za ob penziji, ker sem pa že zelo dolgo SP, penzije ne bo ne vem kaj in bo malo za zraven. Ja, če lahko omenim, drugo leto okrogla prehaja spet, ne, mislim, 50 je bila, zdaj pa... Nič ne vem. A nič ne veš. Se počutiš kaj, da imaš 30, 40, če kar? Ne, 70. Ja, lej, sej ni kaj, treba. Še veš, kakšni so še fanti pri 70-ih, polemika Jaggerja pri 80-ih. Ja, se res. Se pravi, da pa če tako, bom tako rekel, pa te bomo lahko še čez 20 let gledali, kako boš ti skrite kamere snemal. Recimo, enih 10 bi jih pa še posnel. Pa mi Milice snemamo na 20 let, se pravi 2017 je drugi del, 2037, ne. Dobro, to da vemo, da si zapomnimo. Ampak se približuje, zdaj sem še 16 let do tam, ne. Ja, zdaj smo leta 2023, do 2037, 14 let. No, 14 let še. No, ti znaš bude računati. Ja, 14 let. To pa hitro, se to pa 1, 2, 3, 7 let se pa itak pred sobarne okoli. Hitro, ja. Ja, super, jaz sem kar nekaj stvari izvedel o tebi, tako da, mislim, sem te že odprej tako ubežno poznal, ne, ampak evo, zdaj sem pa še več zvedel, pa tudi ugotovo, da vidim, da si tudi v privatnem življenju kar tako sproščen, da se rad smeješ, pa zabavaš, pa tudi zabavaš ljudi okoli. Ja, rad se, zdaj žena ne misli, da je doma zabavam ljudi, ne, tako, če pa kam gremo, pa je najbolj fajn, če se smejemo, ne, to je pa res fajn.
Se pravi, si ti tudi tako, ko greš nekam v okolico, kjer ni kamer, da si tako nekje čist... Ali si sramežljiv, ker kamere ni? Evo, takole. To je dobro. Bomo tako rekli. Lej, nisem. Bil sem sramežljiv tam, osnovna šola, pa nekje je ta sramežljivost srednje šole popustila, lasje so se podaljšali, učni uspeh se je znižal. Ja. Ampak nisem sramežljiv, res ne. Kjerkrat mi je nerodno, tako, v parlamentu, ko sem bil, meni ni bilo čisto lahko nastopati tam pred kamero, ne? Se mu zmeraj nekaj treme. To, skrita kamera, ko padeš v zgodbo, to pa ni problem, to pa laufa, ne. Ali pa tudi brez kamere, kakšen hec, ki je narediti. No, vse prav. Sem rekel, da vidim to primerjavo, če je kamera, pa če je ni, ne? Ker tam se le snema, si pol malo bolj pogumen, ne? Ker veš, da ti lahko nekaj narediš. Rečeš, lejte, snemamo, oprostite, snemamo. Ampak zdaj, odkar snemam, tudi, ko kam grem, kar delam neke stvari, ki bi jih delal, če bi snemal, ne? Se zdaj ne spomnim. Aha. Se pravi, da ideja praktično tudi za ta snemanja in za vse posočarpaš. Tako začutim situacijo, s katero se dalo kaj narediti, pa naredim. Ne. A si se kdaj že tako recimo po noči se zbudil, pa si dobil neko idejo, pa si šel takoj delati plana, se je že kdaj to zgodilo, da je takole sred noči prišlo kakšna dobra ideja na misel? Kjerkrat, da sem si zapisal, ne pa pogosto. Ne. Zdaj pa si noč opisal, sem se pa spomnil, kaj sem zanj naredil. Okay. Šel sem po oddaji Nedeljsko popoldne na televizijo, kjerkrat grem kaj gremo pol še nekaj spit, kaj bliz, ne, kakšno pivo. Vredo, vse je tudi čas. No in sem šel, stopim v avlo televizije, pa vratarja vprašam, če so oni od nedeljskega popoldneva že kaj šli mim. Pa prav ne vem, kdo pa, in ne dva povem, pa ni vedel zajne, mene ni poznal, ne, vratar na RTV Slovenija in pol vratar prav, pa ste zmenjeni, men prav, ne, se rekel, ne, samo po noč sem se zbudil in je bil Jezus ob men in mi je rekel, da moram priti po tej oddaji tle na televizijo, da je to nujno, in sem prišel. In me on debelo gledal. Sem ne vem, in je tako me gledal in sem kar videl, je tam ena vrata, je z gumbom zaprl, na pultu so bili ključi, jih sebi potegnil. In sem še začel tako malo gledati, kdaj bo Jezus prišel. In je bil malo v strahu. In sem sem ga kar pustil, sem šel nekaj butazga, sem še rekel, da me mu še bolj tazga, in sem šel ven, pol čaka. Se tudi to zgodi, ne? Se nekaj. Franci, kaj čem reči, jaz sem vesel, da si se odzval mojemu povabilu, seveda jaz upam, da te bomo še gledali, ne, na televiziji ali pa kje drugje. Nedeljsko popoldne, dokdaj bo to zdaj? Nedeljsko popoldne... Koliko cajt boste to še imeli? Zdaj zadnja bo 17. decembra, pa 10. decembra, pa 3. decembra. 3 so še ostale, 11 je pa že bilo predvajanih, ampak se da tu v arhivu, če koga res zanima, se da v arhivu RTV Slovenija to pogledati. Nedeljsko popoldne. Tako, nedeljsko popoldne. Eno uro, dobro uro naprej od začetka nedeljskega popoldne. A za naprej z njimi nimaš pa še nič dorečeno, če boste še delali? Ne, tam zelo krčijo vse skup, ne samo, tudi mi smo se zmenili, dajmo jih narediti do novega leta, pa bomo pol videli naprej, kakšna bo situacija, ampak tam zelo krčijo vlaganja v karkoli in ne bo. To je bilo to za to rundo. Boš pa kjeri drugi televiziji pol svoje tele vsebine prodal, sej verjamem, da se bodo najdel kakšni, ne? Če ne pa le zdaj izkoristiš priliko, iščem za naprej in to je to, ne? V glavnem, Franci, najlepša ti hvala, da si... res ni problem, hvala tebi.
Mislim, hvala, da si prišel sem, ne, V Dob pri Domžalah. pri Domžalah, ne. No, so ljudje kar komot, ne. Ti si rekel, ja, kako pa, kaj so šprpelo sem, ti jim povedal, kje, si rekel, bom šel na avtobus. Tako. Wow. Ni problem, tudi če ne vidiš, lahko se pravim, malo se moraš zorganizirati, pa gre, ne, sej Res, dobro. ni nobene panike, ne. Ja. Tako da res sem bil še, lahko rečem, zdaj sem bil pa še pri tebi doma, ker si pa sploh štejem v čas, da sem imel to možnost prideti sem pogledat, čeprav videl nisem pa nič, ne. Bom... Ja, lej, bom čist ja, čist po pravic povem, ne, tako ko je, ne, zakaj bi zdaj se pa zato toliko bolj zavedaš nekih stvari in so ti jasne, ne vidiš, ti je pa mrske jasno. Tako da, lej, hvala ti, pa seveda, da boš uspešno ustvarjal še naprej. Ja, hvala, in ti. Jaz pa vsem ostalim, karkoli vas zanima, portal 100.si, spletna stran, Facebook, Instagram, pa imamo tudi svoj Discord server. In seveda se slišimo v naslednjem intervjuju.